Na tem kanalu smo obravnavali zdaj že kar nekaj meme-coinic o projektu, no in v tej posebni epizodi si bomo zdaj ogledali, kako jim kaj gre, kako kaj napredujejo. Tako si bomo ogledali Pepe Unchained, Winner AI, PlayDoge in Shiba Shootout. Kot že vemo, in tudi jaz stalno poudarjam, meme-coini so bolj kot igra, loterija. In skladno s tem se je treba tudi obnašati. No, zdaj pa si poglejmo, kako tile meme-coini dejansko napredujejo. Najprej si bomo ogledali Pepe Unchained ali Pepu. To je ta prvi meme-coin na Layer 2. In kaj bo to omogočalo? Tukaj vidimo takoj instant bridging med Ethereumom in Pepe Chainom, najnižje transakcije oziroma najnižje provizije transakcij, zelo bo hiter, se bo lahko sprejel tudi večji volumen transakcij, tukaj pišejo 100-krat hitrejši kot Ethereum, in imeli bodo tudi svoj Block Explorer. Kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem ali kreditno kartico, tukaj imate tudi opcijo za nakup z BNB-jem, ampak potem se ga ne bo dalo stejkati. Drugače glede stejkanja je tudi zelo pametno razmisliti, če stejkati ali ne. Marsikdo namreč ne bo stejkal in bo prodal ob prvi priložnosti, ki jo bo dobil. Zdaj, kako napreduje? Zbrali so že kar 3,5 milijone od trenutno zaciljanih 3,730,000, kar je super. Do naslednjega povišanja cene je še en dan, 13 ur, ali pa, če se prej doseže tale cilj, torej 3,730,000. NPPU je trenutno 0,0084 dolarja. Imate pa tukaj odzgoraj tudi white paper, tukaj imajo kontakte na X-u oziroma Twitterju in Telegramu, tukaj morate sicer paziti, kdo vas kontaktira, skrbno spremljati komentarje, ker lahko se hitro pojavi, da je to kakšen goljuf. Imajo urejen tudi audit, če gremo tukaj na About, in vidimo tukaj, da imajo kar dva, eden je od CoinSult in SolidProof. Tako da white paper in audite, to si je treba skrbno prebrati. Naslednji je Winner AI. To bo bot, ki vam bo pomagal pri trgovanju. Recimo, če boste želeli izvedeti kakšne informacije o tem kovancu, vam bo tale bot priskrbel vse te informacije, da se boste lažje odločili pri trgovanju. To torej ne bo bot, ki naj bi trgoval namesto vas, ker si marsikdo napačno predstavlja. Tudi tale ima lepo urejen white paper in audit, katere vsekakor priporočam, da si skrbno pregledate. Kupite ga lahko z Ethereumom, USDT-jem ali kreditno kartico, tukaj je tudi opcija z BNB-jem, ampak tudi tukaj pač se potem ne bo dalo stejkati, če pač želite kupiti z BNB-jem. Trenutno je en WAI vreden 0,0073 dolarja. In kot vidimo tukaj, čeprav razumem, se bo predprodaja kmalu končala čez 17 dni, zbrali pa so že kar lepih 7,5 milijonov. In naslednji je PlayDoge, ta je še vsekakor zanimiv, ker se vrača tako nekako nazaj v nostalgične čase, ko so bili zelo popularni Tamagotchiji. In to bo v bistvu igra, kjer boste imeli svojega kužka, Shiba Inu, in ga boste morali hraniti, peljati na sprehod, se igrati z njim, tako kot pravi Tamagotchi. S tem, da bo seveda tudi precej bolj napreden, kot smo imeli takrat v 90-ih letih. Tudi tukaj imajo urejen white paper in audit, najdete ga tukaj. To je povezava na white paper in tukaj je audit. Oboje si je treba seveda skrbno prebrati, kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem ali kreditno kartico, seveda je tukaj tudi opcija z BNB-jem. Zdaj, Ethereum ima tudi zelo visoke
provizije za transakcije, tako da marsikdo bi morda lahko razmišljal v smeri, če bi že želel kupiti, da se kupi z BNB-jem. Tukaj imamo do naslednjega povišanja cene še -2 uri. En play žeton je trenutno vreden $0,00518. V tem kratkem času, odkar sem prvič objavil video, pa so zbrali že več kot 5,5 milijonov. Trenutni cilj pa je 6,200,000. In še zadnji, tega smo imeli ravno pred kratkim, to je Shiba Inu v nekem western okolju. To bo v bistvu kot igra, kjer boste lahko igrali in se spopadali s svojimi liki. V tem kratkem obdobju od objave videa so zbrali zdaj že 661,000 od trenutno začrtanih 1,415,000. Do konca tega cikla je še 9 dni, oziroma odvisno, kaj bo prej doseženo. Ali teh 9 dni, ali pa tale cilj. Kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem, kreditno kartico in tukaj je seveda tudi opcija nakupa z BNB-jem. Tudi oni imajo lepo urejen white paper, sicer tako bolj v pravljičnem stilu, ima pa vsekakor precej več informacij njihov audit, katerega je res vredno, da se skrbno prebere, ker pač pri auditu grejo skozi samo kodo projekta. In kot sem že dostikrat povedal, tukaj se gre za meme coine, povrh vsega so to še ICO-ji, kar pomeni vlaganje na podlagi ideje. In skladno s tem se je treba tudi obnašati. Nikakor se ne vlaga življenjskih prihrankov v to, ampak dejansko tisto, kar lahko pogrešaš, torej drobiš. Ne sme se tudi čustveno navezovati na te projekte in enkrat, ko pride čas za prodajo, je pač treba prodati. Rad bi se zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne pokrivamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški in trg žlahtnih kovin. Z drugim paketom višje, pa dobite dostop tudi do moje Discord skupine. Tam še bolj podrobno spremljamo kripto in tudi na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini, kjer se je zdaj že nabralo kar nekaj indikatorjev. Vse, kar so do časa nakupa vložili preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Kot sem že povedal, tam je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, ki je skupek več indikatorjev, tudi naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje na svečkah, MFI, ki se prikazuje na svečkah in tudi ARI. To je indikator, ki je zrastel čisto na moji ideji in prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar, ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. To je v bistvu kot neke vrste mapa, kjer vidite, kam gre denar. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tem projektu. Kar napišite spodaj pod komentarji in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Obeta se ogromno novih videov, na kriptotrgu imamo končno neko dogajanje, tako da bomo to vsekakor spremljali. Poleg tega bomo razkrivali tudi nove projekte v sodelovanju s cryptonews.com. In zato, da kakšnega videa ne boste zamudili, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In to, čim ga naložim gor. No, zaenkrat bo to vse, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.